vina v pijačah, pa eden izmed najbolj znanih alkoholov je pač etanol. Se pravi, negativno deluje na možgane. Mislim, do ene mere tudi deluje pozitivno, ne? Če ga spiješ, ne vem, en kozarec vina na dan, ne? Je pač zdravo. Če ga pa spiješ preveč, se pravi, pa imaš pa lahko tudi probleme pa to. Verjetno veste, da alkohol ni najboljša, ne? Ja. Zakaj ne? Ker Je odmiranje možganskih celic. pa jeter može Povzroča cirozo jeter. Če ga preveč spiješ, tudi pol nisi več sporen. Omotičnost. Ja, če ga dolgo časa piješ. Ja, pa preveč. Ja. Kako pa prepoznate nekoga? Začne ga zanašati, oči mu postanejo rdeče. Ja, pač drugače se obnaša. Ne more se Bolj čutiti. Ja, bolj so pobudi, a pa tečni, a pa ne vem. Pa ne govorijo tekoče. Ja, Eni so, ne vem, se zabavajo, drugi so pa ful tečni, pa zgrajajo. ja. Nasilni postanejo. Ja. Potem ste že verjetno koga kdaj videli, kaj je bil. Ja. Ja. Kako se pa vede, ko je pijan? Je tako malo čuden hod, pa malo ima take pripombe, brezvezne. A ste mu kaj pomagali, kako ste se obnašali, oziroma do njega? Ja, v našem bloku je en pijanec, pa enkrat ni našel ključev. Vrata so bila pa odklenjena. Tudi kljuke ni imel, to pijan je bil ležal tam pred vrati. Pa sem pa šel pač spat po mami, da smo ga spravili v stanovanje. Še kakšen drug je že verjetno tudi koga videl? Jaz sem tudi enega soseda, ki se, če je pijan, se skozi tam benti, pa nas drugi sosede se dere. Pa tako. Isto moj sosed. Moj sosed se isto sam dere, če priješ moj nekaj. Sam je pijan. To se pa še kakšne mlajše verjetno ste kdaj videli? Kje? Kakšni podhodi se kdaj zbirajo, pa Ja. pije. Pa to so verjetno malo starejši kot vi, ne? Ja. Ste videli tudi svoje vrstnike že? Ja, tudi, ja. Tudi že? To pol ni v redu, ne? Ne. Kaj bi pa nekomu svetovali, ki velikokrat pije alkohol? Da ne neha piti. Da ne neha piti. Naj poišče skupino anonimnih alkoholikov. Če kakšen drug predlog, če bi ga recimo videli v tem stanju, da gre preko Naj se mere, gre zdraviti. če je tako. Kaj pa, če ga vidite recimo nekoga svojih let, naprimer, da ste kje zunaj, pa vidite, da gre alkohol prek meja, pa mu rečete, Ja, malo mu bi povedala, ne, da je se malo normale drži. Kakšen njegovemu prijatelju ne povejo, pa da nekaj dam odpele. če je preveč. Ja. Kaj bi pa prav njemu rekli, recimo, da bi bil še sposoben razmišljanja in tako? Da ne neha piti. Ja. Naj se stresne. Kar tako direktno. Ja, da ne se stresne, pa da pač to ni v redu. Ne vem, pol, če bi šlo res preveč, zelo mogoče do staršev. Da Da bi potem rešili Ja. situacijo. Kaj pa, če bi se on agresivno odzval ali pa odzvala? Včasih se tako pride. Policijo bi poklical. Jaz bi šel stran. Ja. Če noče pomoči, ne se pa sam znajde. Ja. Zdaj prisiliti ga ne moramo, ne. Torej, potem vsi veste, kakšne posledice lahko povzroči alkohol. Ja. Ja. Znate, kako ste kakšno našteli? Nekaj ste že prej povedali, ali tako? Okvara jeter, okvara srca, okvara možganov. Odmiranje celic. Pa ubijo se lahko, če dosti pijan, pa Ja, kam pač zastrupitev z alkoholom. ne ve, kaj počne. Ne zaveda se svojega Razžvereti dejanja. želodec. Pa če še v avto stopi, je pa še huj. Na kakšen način se zabavate? Kaj počnete? Ja, vse živo. Naprimer? Ja, ne vem, poslušamo muziko, še kaj igramo. Televizijo gledamo, kino. Lan party. Kako si kaj si Kaj rekel? Lan party. mislim. To se pa zbereš, računalnike pa neseš pa igraš. Pač razne družabne igre tudi, pa ne vem, pa enkrat smo pri prijateljci smo steno barvali, tako, vse se da, če hočeš. Kaj pa v primeru, da je na tej zabavi prisoten alkohol? Mogoče se ti mu odreči. Stran Ja, tudi če ti ponujajo, jim rečeš ne. ali? Ne. Ja.
Kaj pa pol včasih pridejo kakšni pa rečejo, pa daj pa malo probi, pa tako. Ja, pa rečeš ne. Ne smejo te premagati. Sprav, če ste sami trdni, pa če veste, ne, kaj je prav, pol vas ena taka stvar ne more premagati. A še kaj takega, kar bi mogoče svetovali kakšnim, ki imajo težave z alkoholom, ko mladim? Ja, bi pa. svetovali ne piti, recimo, ali pa zabavajte se. Imate kakšne predloge? Naj pomislijo, ne, da ima tudi še nekakšnega drugega vpliva, ne samo na njega. Ja, se družba potem. Ja, Ali lahko tako vsak da en predlog ali pa nasvet za recimo mlade, tako pa recimo, da gremo, a gremo s tiste strani? Ja, dajmo kar po vrsti. Ja, pa vsak da en nasvet. Ja, da naj se izogiba slabe družbe, pa da pazi, da naj pazi, kaj dela. Če že pije, da naj ne ponuja še drugim, da ne bojo drugi tudi piti, pa tako. Ne se drži sam zase, če že mora piti. Ja, isto kot ona dva, sam po moje pa najbolj trda roka zaleže. Nič drugega. Trda roka, tako. Kako? Ja, kva. Da ga doma malo naštimajo. Ki treba. V redu? ja, pač, če ima že težave z alkoholom, ne gre, ne vem, do zdravnika, pa njemu zdravnik pomaga pa, da opusti pitje. Ja, za starejše lahko samo v manjši meri, a ne, v določeni meri. Za mlajše pa ne. Pač ne probati. Ja, naj pomisle, kako starši doma trpijo, čakajo, da kdaj bo v bolnici, pa Da jih skrbi. ja, pa tako. Naj pomisle na posledice, preden začne prekomerno piti alkohol. Še posebej pa, če je ni polnoleten. Ne ima pomisle na svojo družino, če jo ima. Prijatelj. Vsi, ki mu stojijo v strani v bistvu, ne. Pol tudi, če preveč piješ, tudi nekateri prijatelji skensla, ne. Noče več pa ostalo družiti. Zdaj, ali se vam zdi, da je alkohol močno prisoten zdaj že v osnovni šoli tako? Ja, vidim več. Ja, Samo po Pa zdaj tudi, ko greš v trgovino, to ti prodajalke že vse prvi. Ja, Samo po mojem. prodajalci ti v bistvu že vse prodajo, karkoli v bistvu prineseš. Poznam tudi že tako, da toliko starim, ko sem jaz, že kdaj cigarete prodajajo in pač kar ful ni v redu, a ne. Nič ne vprašajo za starost. Ponavad ne, kakor jaz vem. Nimam vlastnih izkušenj, tako da. Malo skrija, ne, da drugi ne vidi, da ti je on njih to prodal. Vsej prodajalcem je samo važno, da je denar, ne kako bojo pol piti. Se pravi, potem imate vsi občutek, da je tega več kot mogoče pred leti ali pa ne vem. Ja, ja, To opažate vaši sošolci ali vrstniki ali kako? ja, Da tudi. se bolj zabavajo. A se vam zdi, da obstajajo kakšni vaši sošolci, naprimer, ki bolj napeljujejo k temu, recimo, da rečejo, a gremo v petek zvečer, pa bomo spili pivo ali pa kaj takega. So kakšni taki? Ja, so tudi. Bi se lahko še najdbe, ja. Kaj pa, če jim rečete, da to ni v redu, pa da vi ne boste, ignorirali? ja. Oni to še kar delajo, pa pač nas pustijo primer, če noč. Aha, pustijo pa vas prvi. Ja, odvisen. Odvisen kdo je, ja. Veliko jih je pa takih, ki te skozi te zbadajo, pojtno, ribo. Dejno sam probi, pa probaš enkrat, probaš dvakrat, to je pa konc. Ja. Pa začneš. A se v šoli zdaj pogovarjate o tem? Ja. O tej Ja. problematiki? Razredne ure, kdaj imamo na razrednih urah. Kajenje smo že imeli, kakor jaz vem, pa petarde, alkohol tudi mogoče, tako da ja, ta Če se droge. koga zalota, je bilo. Ja. Pol se vam zdi, da tukaj pol pomaga? Ne. Ne. Tukaj to? Ne. Ja, Jaz mislim- mogo bi prijeti kakšen, ki je to pač bil, ne vem, narkoman, pa je pol je to opustil, bi mogel prijeti predavati nam, kva je on doživel, pa bi bilo pa mogoče malo bolj, ker pa sam na tiste liste sprašujemo, tam vidite, ki je vsak učiti vse. Names kakšne matematike. Tiska pokaže učilce slike, posledice, ne, kaj se zgodi. Alkohola ali pri kajenju. Se eni tudi malo zamislili.
So kar grozne tiste slike, Kaj ne? pokazano, ne, rak, ki mu tukaj vse zaraščam. Ni noben noče biti tak. To pa mislite, da vam lahko najbolj pomaga pri tem, da bi manj se... Da je kakšne zdravstvene ustanove. Starši, ja. Starši najbolj, ne? Če se starši pogovorite, pa to verjete... Pa če starši nič ne naredijo, pa jim je vse, tako kot je enim. Ja. Veliko je pa takih družin, ki tudi starši kadijo, pa jim je to čisto nekaj otroke normalnega. ne kaditi, kako ne, pa doma pa vsi kadijo. Ali pa tudi staršem je čisto vse. Deli kar češ. Mislite, da je veliko takih? Jaz sam življenje nič. Veliko je takih staršev, da rečejo, je pa kad sam denarja ti pa nova midva dajala, vse njim je pa kva delati. Opažate, da je alkohol prisoten že v osnovnošolskih letih? Ja, to je, ne. Mogoče ne, zdaj tukaj na šoli, ne, je manj tega, ne, ampak zunaj šole pa potem več, ne. Zdaj razen, če imam to drugače za povedati. To tudi je potem tudi že lahko, v da šoli. skrijejo, ne moreš vsega opaziti, ne. To mislite zdaj v okolici šole ali tako prav? V okolici seveda ne moreš vedeti, ne. Jaz tudi recimo nisem iz tega okoliša, ne vem, kaj oni počnejo zunaj šole, ne. Ampak v šoli pač, dobro, se vidiš, ne, če se čudno obnaša, ne. Ampak vsakič pa tudi, če nisi prepričan, ne moreš nekoga obtožiti, ne. Kaj bo v primeru, da recimo se vam res zdi nekdo? Ja, seveda moraš obvestiti starše, to je prvo, ne. Pa da je vse v redu z njim, ne, da ni že preveč, ne. Potem so pa že druge, mislim, treba že druge službe klicati, ne. Kakšno zdravniško? Ja, zdravniško pomoč, ne. V redu, se pravi, potem se vam zdi, da alkohol, oziroma pitje alkohola narašča Ja. v primerjavi s preteklostjo. Da je tega veliko več med mladimi. Ja, zdaj še vse mlajši začenjajo, ne. Se pravi, starostna meja se niža. Ja, niža se starostna meja. Kaj pa vi menite, je viden vpliv vodij skupin, ki nabojujejo zlorabe alkohola? Aha, mislite družba, pa, ja, zagotovo, ne, tudi vplivajo. Boš probo, ne boš, reva si in tako naprej, ne. A to vi kot učitelji lahko opažate, mogoče na hodnikih ali pa kje? Tukaj se mi zdi, da niti ni toliko, ne. Mogoče potem v srednjih šolah je to bolj pogosto, ne. Mogoče v osnovni šoli še ne toliko. Ampak verjetno tisti, ki so mogoče malo bolj problematični, pa je že tako kot neke vodje skupin, verjetno... Ne vem, jaz mislim, da tukaj še nisem opazila, da bi res nekdo imel takšen vpliv, ne. Se pravi, verjetno bolj kakšen skupinski vpliv, ki je več vrstnikov skupaj, pa skušajo stvari pa potem... Ja, pa recimo kakšno, ne vem, v šoli mislim, da ni tega toliko, ne. Da bi tukaj prav v šoli, mogoče izvan, ampak se mi zdi, da potem v srednjih šolah se več tega dogaja, ne. Problematika alkohola njegovih posledic torej je vključen na učni program v okviru... Ja, naravoslovnih predmetov, ne. Aha, tako imate. Ja, pa potem pač v razrednih urah, ne, se pogovarjajo o tem veliko. Tako da pač s pogovorom, ne, ozaveščanje, ne, to lahko šola naredi, ne. Verjetno se že zelo zgodaj začne s kakšno, kaj imate tudi naravo in družbo ali kaj. Tisti verjetno nekaj omenjeno, potem pa kasneje, ali kako imate? Ja, pa potem to bojo oni sami vedeli več povedati, ne, pri biologiji, ne, zagotovo, ne. Že od prvega razreda so k nam hodili policaji, pa vsi pa so nam razlagali, kva je prav, pa kva ni prav. Tam takrat so nam to bolj kakšno pravljico, kakšno igro, zdaj pa pač že bolj zares. Ja, lahko vzgaja, ozavešča, ne more pa za njim hoditi, ne. Vsakega posebej? Ja, ne more vsakega posebej. Lahko gleda, da ni to na šolskih tleh, ne, pa res zavešča o tem. Drugače pa, kaj pa oni izven šole delajo, pa mi ne moremo vedeti, ne. Lahko samo upamo, da so besede sedle na pravo mesto, ne.
Se pravi, kaj po vašem mnenju, kdo ima največji vpliv na omejevanje konzumiranja alkohola? Zagotovo starši. Kot so že učenci povedali. Ja. Prav šola je samo Ja, nilo v bistvu. ja, starši so tisti, ki bi morali imeti največji vpliv, pa nažalost pri vseh ni tako. Vi menite, da je alkohol prisoten že v osnovnošolskih letih? Ja, nažalost. Srečamo se v letih, ko učim, to je že kar precej, sem srečala oziroma doživela dogodke, ko so učenci praznovali v leto. Po programu, ki je bil skupaj s starši, so šli na svoje praznovanja in na teh praznovanjih se je zgodilo, da so se učenci nekateri, ki niso bili verjetno vajeni alkohola, napili, kot rečemo, do mrtvega, ne? Da je bila potrebna urgenca in prevoz v bolnišnico in hvala Bogu za tiste dva, ki jaz vem, sta bila rešena, nista podlegla, ne? Vse skupaj narašča, vse te... Narašča. In mi kljub temu, da skušaš, kot so že povedali, vpliva, da to ni dobro, da starši rečejo, da je raj doma poskusiti, ne, pa da ne bo zunaj. To ni rečeno, da bo vedno tako, ne. Lahko da bo pa ravno zato, ker bo poskusil, rekel, no, to je pa dobro. Bom pa še kdaj, ne. To ni najboljša metoda, ampak če vse ne, se mi zdi boljše, kot pa da mu rečeš, ne smeš, starši pa lahko to uživajo, ne. On bo pa to gleda, ne. Pač naredi en požirek, pa upajmo, da mu ne bo všečen in da ne bo nadaljeval. Pa prevelik vpliv te skupnosti, družbe, v kateri so. Če tako vrstnikov, če nekdo reče, ja, nisi cool, če tega ne počneš, potem pa ne boš v naši družbi, ne. In jaz mislim, da marsikdo odleže temu, ker se ne želi biti sam, ne želi biti osamljen, ampak si želi družbe teh vrstnikov. Kaj lahko v bistvu pa šola pri tem naredi? Ja, imamo prav delo z oddelčnimi skupnostmi, z razredi, razredne ure na to temo, ampak jaz pravim, to je vse pomaga, si jih osveščaš, ampak potem je vse tle noter. Starš biti je ena čudovita stvar, ta izkušnja, ampak mislim, da se pa nekateri ne zavedajo, kako je to odgovorna naloga. Da je v bistvu dokler ne odide v dom, oziroma pa še potem, no, moraš biti odgovoren starš. In tudi, če ti včasih to ne sede, kot vi rečete, a ne, moraš takrat to preseči, pa reči, ja, to je moj otrok, mene ima za to, jaz sem njegov starš, sem za njega odgovoren, moram mu pomagati. Drugega nima, ne. In mislim, če bi se tako, da bi se ta vzgoja malo spremenila, jaz mislim, da je bilo meni težavno. Ja, ampak še vedno poudarjam, premalo kontrole je, res. Otroci se potikajo marsikje, ko se ne bi smeli. Pa tudi, če je to pozno popoldne ali pa sred popoldneva. Ne vedo, kaj počnejo. Imate mogoče kakšno sporočilo ali pa nasvet mladim, da se ne odločijo za alkohol, če grejo ven? Recimo, če že grejo ven, da se odločijo, da ne... Naj bodo cari, pa naj poskusijo se zabavati brez. Ne grejo z glavo na zabavo. Ne poskusijo, ne vedno biti pod vplivom nečesa. Vse tvoje misli takrat ne delaj tako, kot ti želiš. Delajo malo drugače, ne? Čeprav misliš, da so v bistvu... Seveda. Pa ne pokažejo vrstnikom, da bo on pa car, da tokrat se pa on ne bo napil. Ali pa ne bo padel pod njihov vpliv, ne? Se bo zabaval brez, bo videl, kako je to, če uporabljaš svojo glavo. Ne, da padeš pod vpliv drugih. Lahko otrok stori v družini, kjer je prisoten alkohol? Ja, prva in najbolj pomembna stvar je ta, da poskuša poiskati pomoč odraslih. Babic, stricov, tet, kogarkoli, ali mogoče v šoli, šolske svetovalne službe in ne poskuša teh problemov reševati sam. Vedeti je treba, da otrok ni kriv za pojav alkoholizma pri svojih staršev, zato ni odgovoren in drugo dejstvo je tudi, da ne bo mogel sam, brez pomoči odraslih, pomagati staršem, da se tega problema rešijo. Zato je zelo pomembno, da poskuša poiskati pomoč,
se o tem pogovarjati tudi o svojih stiskah, ki se ob tem pojavljajo, o svojih strahovih, situacijah, ki jih je doživel ob takih starših, da si poskuša vključiti v razne interesne in druge dejavnosti, kjer se lahko krepi pozitivno samozavest, v kakšne športne, karkoli ga zanima, kjer bi se v bistvu potrjeval, si krepil samozavest in gotovo, da zmore, da mu gre, da je v redu, da ima nek stik s temi pozitivnimi vrstniki. Če stari starši opazijo, da je v družini nekaj narobe, da pomislijo na alkoholizem, se lahko vtaknejo oziroma sami skušajo ponuditi pomoč? Ja, jaz mislim, da je v vsakem primeru zelo pomembno, da se pomoč poišče. Če sami ne vejo, kako, se mogoče fajn obrniti na neko strokovno pomoč, ali anonimni alkoholiki, razne bolnišnice po Sloveniji, ki se ukvarjajo z alkoholiki, ki nudijo tudi pomoč svojcem, ne samo alkoholikom kot takim, da se na pravilen način lotijo reševanja te težave, ki ni tako enostavna. Najlepša hvala za sodelovanje. Prosim.